Današnja antifona ob mnogih opisih za odrešenika, ki prihaja, uporablja tudi izraz vogelni kamen, ki je kot značilna mesijanska tema pogosto omenjena v Svetem pismu in dobesedno pomeni glavo vogala, ključen del pri gradnji stavbe. Tako prerok Izaija pravi: "Glej, položil bom na Sionu temeljni kamen, preizkušen kamen, dragocen vogelni kamen, utemeljeni temelj." Izposodimo si danes to prispodobo, ko bomo s profesorico doktorico Barbaro Simonič, ki smo jo že slišali na enem izmed prejšnjih večerov, spregovorili o družinskih odnosih nasploh, zlasti pa še o dneh praznovanja, ki so pred nami. Doktorica Barbara Simonič je alumna Teološke fakultete, specialistka zakonske in družinske terapije ter danes predavateljica na tej isti fakulteti. Njena glavna tema znanstveno-raziskovalnega in strokovnega dela je empatija in različne dimenzije medsebojnih odnosov in duhovnosti. Z njo bomo govorili o odnosih med starimi starši in otroki. Vsak starš je tudi otrok od nekoga in te relacije se morajo vedno znova postavljati na pravo mesto, da lahko družina živi v pristnih odnosih. Kako kot starši ceniti temelj, iz katerega izviramo kot otroci svojih staršev, in kako naj sami postajamo temelj, vogelni kamen za svojo družino? Se mi zdi, da se tako dost, tudi ko je treba nekaj praznovati, pa se organizirati, včasih se tako kar skristalizirajo eni vidiki ali pa še bolj tako pokažejo stvari, kje so kaj narobe, takrat se rado zaplete pol, tudi. Zdaj, če so že odnosi na splošno, stari starši, otroci, vnuki, konfliktni ali pa konfuzni ali pa preveč zliti, pa zna biti tudi za praznike to katastrofa, v resnici. Ni noben srečen in vesel in se sam zdrži skupaj, namesto da bi se praznovalo, pa zato, ker je prav, pa se kljukca naredi, to tudi nima pol pravega smisla pa namena. Tako se mi zdi, no, da tudi za praznovanje pa za praznike je pravzaprav res ključno tisto, da so ene take primerne meje, v smislu ravno prav povezanosti, pa ravno prav enih takih tudi razmejitev v smislu, da si puščamo eno intimo, prav to, ta intimen prostor, kjer lahko recimo ena mlada družina s svojimi otroci gradi pa plete nekaj svojega, eno svojo tradicijo, če tako rečem, ali pa svoj način povezovanja, pa da se seveda potem tudi te temeljne kamne, te stare starše, ki so pol tukaj dvojni običajno, in od očeta in od mame, da se tudi te nekako poveže pol na en tak prav način, Kako pa sočutno postaviti meje in ohraniti družinski mir, ko kljub vsemu pride do napetosti? Ja, ne da se kregaš, ne da si napadalen ali karkoli, ampak včasih bo treba res večkrat povedati, ampak ne na tak način, da ima potem ta stari starš, tvoj starš, občutek, da ga ne maraš, da ga ven mečeš, da nič ne šteje, ampak tako, da se res prijazno zahvališ za pomoč, pa rečeš: "Jaz bi pa tukaj mogoče rad sam poskusil, cenim to, da ti poskušaš meni tukaj pomagati, mi priti blizu, ampak glej, rabim tudi en svoj prostor, ker za starše, tudi otroci, ko odrastejo, velikokrat ostanejo še kar otroci, je težko tako konceptualizirati, da so pa to odrasli ljudje, da so mogoče že 30 stari, 40 in
ti stari starši pozabijo na to, da so bili tudi sami enkrat 30, 40 in kako je bilo, kako so že bili oni odrasli in kako so bili sposobni, ko so bili toliko stari. Ne? Za svoje otroke imajo kar občutek, da so še to kar otroci, ki imajo že zdaj ene otroke. Ne? In ta skrb vedno tu stane, ne? Vedno je tam nekje v ozadju, kar ne spusti čista. Ne? Kako naj najdemo svoje poslanstvo kot stari starši in otroci, da bo naše sobivanje v blagoslov? Te babice, dedki res lahko dajo vnukom zelo veliko, če upoštevajo navodila njihovih staršev in spoštujejo navodila njihovih staršev. Tudi če se z njimi ne strinjajo, ne? Ker ti starši zagotovo niso kar tako neki rekli ali pa ne želijo kar tako neki, so edini starši, ki jih ti vnuki imajo, pa ti otroci imajo, in zato jih je treba res spoštovati. Tako tudi stari starši lahko starše naredijo za starše, če jih spoštujejo kot starše, ne pa razvrednotijo. To je nekaj najbolj žalostnega, se mi zdi, da če stari starš vnuku, ne vem, šimfa mamo ali pa čez očeta in jo razvrednoti. To ni dobra babica pa dober dedek. Pač nekdo, ki je res toliko brez občutka in čisto ene svoje interese in svoje potrebe tukaj uresničuje. Včasih se tudi na žalost meje postavijo res zelo na trdo. Ti mladi starši prav zato, da preživijo, da družino zaščitijo, da to intimo zaščitijo, res potem tako prav odrežejo, in potem tudi vnuki nimajo starih staršev, pa bi jih lahko imeli. Zdaj, zakaj do tega pride, to so pa zgodbe, ki niso samo od tega, tega trenutka naprej, ampak so verjetno že iz enih otroštev. Mogoče je bilo dosti enega strupa tam, tudi v odnosu med starši in otroci še prej, preden so ti otroci postali starši, in ostajajo stvari nerazčiščene, nerešene in tam pa potem ni lepo. Se lahko se ti tudi seliš, pa ne vem, kam greš daleč, ampak če čustveno nisi tega odhoda naredil, je problem. Lahko ostaneš pa v isti hiši s svojimi starši, ampak če si čustveno uspel se diferencirati, v smislu, da nisi zdaj zlit, pa da ne skrbiš za tega starejšega gospoda, pa za to starejšo gospo, na tak način kot, ne vem, en čustven partner, pol so stvari na boljših temeljih. Zdaj pa, če mi kdaj kličemo svoje starše, pa jih sprašujemo za kakšne stvari, da nam dajo potrditev, ko smo sami negotovi, se mi zdi, da to je pa tisto največ, kar lahko odraslim otrokom starši dajo. Ker še vedno so starši, mi smo tudi vedno še otroci. Tudi če smo odrasle osebe, ampak tako, v nas noter je pa vedno tisto hrepenenje, pa tisti dober občutek, če veš, da tam eno varno zatočišče, varno pribežališče, kamor ti lahko prideš po eno podporo pa pomoč, po en pogum tudi, to pa ni prepovedano. Vse to ne pomeni, da ne moreš nič narediti brez staršev, ampak lahko pa dobiš še eno zaslombo in pa tudi eno dobro popotnico tam. Tudi mladi starši, vse to sodelovanje rabijo, dejansko zelo prav pridejo in tudi imajo radi, da so tam babice pa dedki, ki so na razpolago, ker jih res rabiš, ko so majhni otroci. Koga boš pa? Najprej so tudi babice in dedki in je to čisti blagoslov. Vabljeni, da prisluhnete še drugim pogovorom z našimi alumni ob sporočilu o Antifon, ki nam pomagajo pri pripravi na božične praznike. Današnji večer pa zaključimo s skupno molitvijo Marijinega slavospeva.
Spre